Kako ocenjujete aktualno vizijo, ki naj bi pripomogla k boljši dostopnosti zdravstvenih storitev, torej k vlogi, ki naj bi jo pacient imel v sklopu sistema, ki skrbi za njegovo kakovost in varnost, brez kratkih stikov, s katerimi se sicer v našem zdravstvu soočamo že dolgo, vse predolgo pravzaprav? Ja, jaz mislim, da se sicer trudijo, vendar družinskih zdravnikov še vedno primanjkuje, tako da vsi ne bodo hoteli tega denarja, vsi bolj cenijo prosti čas, večina ceni bolj prosti čas, tako da še vedno bo ostalo tolikšno število ljudi brez zdravnika. Prenos kompetenc je sicer en korak naprej, vendar ne vem, če je usklajen z zdravstveno zavarovalnico, se pravi, če bo to uredila sestra, kdo bo zavedel, kje bo podpis, kako se bo obračunala storitev, tako da tega tudi jaz ne poznam, no. In kako bi ocenili kot dolgoletna poznavalka sistema in seveda kot zdravnica, ki do obisti pozna, kako se odvija delo v praksi, v ordinaciji, v nujni medicinski pomoči, kaj je tisto, kar naj bi bilo v resnici nek čarobni ključ za rešitev sistema? Ja, rešitev sistema bi bila, da bi pridobili veliko število zdravnikov na primarni nivo. Mi ugotavljamo, jaz opozarjam že, kaj se bo zgodilo, da bo nastalo pomanjkanje, ker sem pač nekako delala projekcije za prihodnost. Že v letu 2008 sem prvič opozarjala z dopisi, z sestanki, da bo družinskih zdravnikov in pa zdravnikov urgentne medicine primanjkovalo. Manko družinskih zdravnikov se sedaj kaže na obremenjenosti nujne medicinske pomoči, ker veliko ljudi ne pride do storitev, ki jo potrebuje, in s tem obremenjujejo nujno medicinsko pomoč. Tudi tam ni zdravnikov dovolj. Tako da čarobne palčke mislim, da ni. Nekako morajo navdušiti mlade zdravnike nad to specializacijo. Zdaj, kaj to je? Tudi jaz nisem dosti pametna. A je to denarna spodbudba, a je to, kakšna druga, mogoče, da bi se skupaj z občinami, da bi mladim zdravnikom, ki bi se za to odločili, ponudili stanovanje. Ne vem. Mogoče tudi specializacije. Ko sem jaz specializirala, je mojo specializacijo plačevala zdravstvena organizacija, se pravi moj zavod. In jaz sem bila primorana delati toliko časa ali vrniti veliko vsoto denarja. Sedaj nimamo vpliva na to, oziroma se lahko specializant odloči in odide v drugo ustanovo, tako kot mu paše, oziroma kakor mu ponudijo boljše pogoje, večina odide tja. Verjetno bi res kazalo ponovno razmišljati v tej smeri, kaj ne? Mogoče je to rešitev, se pravim, že dolgo časa se s tem ukvarjam, kaj bi naredila. Mi jih vabimo nekako, bom rekla, da jih poskušamo, da imamo stimulativno okolje, da se potrudimo za njih, da jih nekako, da jim omogočimo, da res imajo opredeljene paciente do standarda in normativa in jih ne silimo, ne pritiskamo na njih, da vzamejo. Mogoče je to rešitev, sam se pravim, v sistemu zdravnikov ni. Ni pa v zdravstvenem domu Kranj pomanjkanje družinskih zdravnikov več tako zelo akutno, kot je bilo pred nekaj leti? Ja, trenutno pomanjkanje je predvsem zaradi tega, ko se upokoji star zdravnik oziroma zdravnik, ki ima ambulanto že kar nekaj časa, nastaneta oziroma ostane ljudi za 2 ambulanti. Tega težko, se pravi, moramo za nadomestitev enega starejšega zdravnika zaposliti 2 zdravnika. Trenutno smo v fazi zaposlovanja 3 zdravnic, ki smo jih pa seveda ukradli iz sistema drugemu zdravstvenemu domu in povzročili pomanjkanje tam. Ampak druge rešitve v tem momentu ni? Ne, jaz druge rešitve ne vidim.